Ali nekdo, ki je nedolžen, odgovori na vprašanje nikjer me nimajo. Ne, po mojem nikjer me nimajo, reče nekdo, ki prekleto dobro ve, da je do vratu v nečem, kar se mu očita, je pa tudi prepričan, da preiskovalci nimajo neposrednih dokazov o njegovi vlogi. To je tedenski Safari podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Tokrat pa tudi Sabrijan Jurkovič, ljubljanski župan Zoran Janković, zdaj boljšo ekipo na svetu, Tina in Robi, pa tudi objokana Nika Kovač. Ja, vse to, ne. Vse živo, ja. Pa če začneva morda kar z primerom, ki že mesece, lahko rečeva, pretresa Slovenijo, ne. Verjetno ga prihodnji teden uvrstimo celo med dogodke leta, ne. Ja, govoriš o zadevi Šutar in o tej novomeški tragediji. Jaz bi rekel, da je to ena taka, kljub vsej konsolidaciji javnomnenjskih meritev, ki so pokazale, da svoboda ne pada, ne, je to tempirana bomba, ki čaka, da jo raznese v ozadju, in mislim, da se premier Golob tega, da bi dejansko zdaj epilog te zgodbe izostal, zelo boji in upravičeno boji pred marcem, če pogledava pa zdaj glavna dejstva. 8 tednov po tragediji imamo zdaj v priporu že drugega osumljenca. Prva namigovanja, sem šel preveriti, so bila že v medijih, se pravi v prvi dni po 31. oktobra je bil prvi članek že tako dosti v mainstream mediju, gre za nek lokalni portal, ne. Na družbenih omrežjih in forumih še nekaj dni prej. Se pravi, dejansko 2 meseca se je vedelo bolj ali manj na glas, da je nekaj narobe. Če se vprašava hipotetično, zakaj ves ta čas tiščanje glave v pesek? Ja, moj edini odgovor je politični pritisk in pričakovanje vlade, ki je, ne, radi akteri rečejo, da smo mediji nad sodiščem, ampak tu je bila vlada nad policijo, nad tožilstvom, dejansko, ne. In mene skrbi pri tem, oziroma skrbi z vidika vlade, bi me skrbelo, ne. V tem primeru, ne, zdi se mi, da je vlada na ta, zapravi, situacija, v kateri je vlada 3 leta in pol, ne samo da zanemarjala romsko problematiko, celo indici so, no, pač govorilo se je nekako v kuloarjih, ne, da dajo celo signal pravzaprav romskim skupnostim, da lahko bolj svobodno harajo, kot so prej, ne. Potem se zgodi pa ta umor in vlada odreagira panično, ne, v bistvu zelo na videz odločno, potegne to potezo, s katero hoče pokazati svojo odločnost, ne. In se mi zdi to kot nek tist, kako bi rekel, quick shoes, ne, v smislu, pa nek Red Bull, ki ga spiješ zato, da ostaneš še kakšno uro ali 2 dlje lahko po konci, ampak potem, ko pa učinek usahne, ne, je pa ta utrujenost, ne, in padec še toliko večji. In se mi zdi, da se bi lahko to zgodilo. Ne. Zdaj imamo kaos v Novem mestu. Imamo na prostosti 21-letnega Sabrijana Jurkoviča, in sporočajo, ne, iz tožilstva, da preiskava proti njemu, torej proti prvemu osumljencu, sploh še ni zaključena. Naročena so menda dodatna izvedeniška mnenja. Imaš pa že v priporu drugega osumljenca, 20-letnega SŠ, ki naj bi prišel iz zaprtega oddelka prevzgojnega doma Radeče. Potem imaš pa problem s postopkom. Ni posnetkov kamer, na to sva večkrat opozorila. Pojavile so se zadnje dni govorice, ki so tudi že zašle v medije, na podoben način kot ta o napačnem storilcu, ne, da DNK sled na truplu ni bila ustrezno zavarovana. Dodatno je, če sem jaz to pravilno razumel, za Pop TV ta teden namigoval šef Inštituta za sodno medicino na to dejstvo. Rezultat obdukcije pa je ta isti napovedal šele za prvo polovico januarja, ne, se pravi, če se šteješ od 25. oktobra do prve polovice januarja, zelo nenavadno. In mislim, da je Miha Šepec, pravni strokovnjak v studiu pri Urošu Slaku, izrekel, da bo to sodni proces na najnižjem možnem dokaznem nivoju, torej na koncu ostanejo samo ustne izjave prič, ki so seveda spremenljive, iz ure v uro lahko tudi kdaj. Ne? Ja, in bile so sredi noči pred nočnim klubom. Ne? Tako, ja. Tudi izključiti kakšne vplive raznih substanc ni nemogoče. Še neki, preden pogledamo en posnetek, se mi zdi zelo pomembno izpostaviti, tudi izjava Šepca, da gre za relativno nezahteven primer. In če pogledava res common sense, zdravim razumom glavna dejstva, to je enostaven fizični napad, to ni neko sofisticirano kaznivo dejanje nasilništva.
Torej, udarec s pestjo frontalno pred celo množico ljudi v nekem klubu. Ne? No, mislim, jaz se sprašujem, kako je mogoče, da niso že prvi dan vedeli, kdo je. Tako da, kar je Šepac izgovoril v tem nastopu, je sum malomarnega dela policije. Ne? In tukaj, glede na to, kako zelo je kredit za končanje, za epilog te zgodbe vzela nase vlada in Robert Golob, hitro pridemo do vprašanja osebne odgovornosti na vladi. Še več, ne? Prva stvar, ki se mi zdi, ne, je ravno ta prezaposlitev vodje novomeških policistov na generalno policijsko upravo. Še bliže k sebi. V bistvu so ga znebili iz Novega mesta, tako da so ga povišali na višji čin, ne, oziroma bolj visoko cenjeno delovno mesto, bliže v Ljubljano. Ne. In po drugi strani, zdaj, jaz res, da mogoče sem malo preveč fan teh kriminalnih nanizank, ne, kjer dajo v laboratorij DNK, pa je obdukcija, ali pa ne, ko pride truplo v laboratorij, pa je obdukcija narejena čez pol dneva ali pa en dan. Ne, ok, v redu, razumem, da ne gre tako, ne, ampak razlika med dan, dva, ne, ali pa 3 mesece, se mi zdi pa, ne, mislim, tista malo huda. Ne. Nenavadno in me rahlo spominja na zaplete, če se boš spomnil okoli primera Baričevič. Takrat so tudi ti osnovni, najbolj banalni postopki trajali neverjetno dolgo. Česar pa, Peter, po mojem prepričanju nisi videl še v nobeni kriminalni seriji, ki jih omenjaš, pa sta tak pravosodni in notranji minister, kot jih imamo zdaj. Mislim, da take mogoče bi lahko videli, če bi kdaj posnel film, serijo o Butalcih. O čem točno govoriva, bova pokazala zdaj. Gre za občutljivo zadevo in potrebno je stalno seznanjanje tako javnosti, kakor tudi predsednika vlade o informacijah, ki jih imamo. Je nedopustno, da bi zaradi te odločitve kakorkoli in kdorkoli začel z različnimi ravnanji, ki bi bile upirjene v smeri ustvarjanja nekih novih obračunavanj in še posebej tudi političnih obračunavanj. Mislim, ponedeljkov skupni nastop nove pravosodne ministrice Andreje Kokalj, to je stranka SD, in novega notranjega ministra Branka Zlobka Svoboda, je zame slika države, ki obljublja raj za organizirani kriminal in nasilje vseh vrst. Ne? Zdaj, če analiziram eno po eno. Ministrica Kokalj je delala te premore, da se je vmes nadihala, razumem, pač ni vajena tega javnega nastopanja, sploh tako delikatnih situacijah, kot je ta. Pa vendar, po mojem, nekdo, ki zastopa en obraz pravosodja v Sloveniji, v takšnih, tako odmevnih primerih, kot je ta, ne more delovati in dajati vtisa srne v izdihljajih življenja pred žarometi tovornjaka, ne? Tik preden poči. Žal mi je, ja, cel hudič je, ker so to izjemno resne stvari, pa nama gre na smeh, ko to gledava. In mislim, da je problem, ker gre še komu, ne, ki bi morda mogel biti zaprt, kakorkoli ob tem na smeh upravičeno. Ne. Zdaj drugi, izraz, ne, tudi ministrice, nek šokiran obraz, široko razprte oči v šoku, meni je to deloval kot človek, ki ve, da je nekaj hudo narobe in ki z pozicije moči, na kateri daje vtis, da nima nobenega orodja, da bi to še spremenila. Ne. Na drugi strani imaš pa ministra Zlobka, nekaj sva se mu že v preteklosti posvetila, odkar je nastopil funkcijo, celotni nastop je spet prebral, videl si tudi na tem posnetku, edinkrat, ko gre navzgor, ko pogleda gor, da vzpostavi očesni stik z novinarji, se je takoj zaplezal z motu, ne, in se je oklepil tega listka, ki ga je imel pred sabo kot rešilnega jopiča. Jaz sem točno tako to videl. In to je to, kar govorim, prispodoba šibke, paralizirane pravne države. Ona dva nista tukaj na tem posnetku meni delovala kot odločevalca, ampak kot žrtvi okoliščin celo ona dva, da sta se znajdla v tem nesrečnem trenutku zgodovine pred kamerami. Pač. Ja, žrtev okoliščin se zdi kar močna primerjava. Ne, mislim, kakorkoli, ne, lahko razumem to, kar si rekel, ne, morda ni vajena javnega nastopanja, pa vendar, kako lahko v neki državi pride na funkcijo ministra oseba, ki ni vajena javnega nastopanja, ko pa vendar pred funkcijo ministra je še toliko nižjih stopnic, ki zahtevajo javno nastopanje. Pri čemer je dejansko bila državna sekretarka, ne? To spet ni XY nivo. Ravno to, ja. Ne? Pač,
ne pravim, mislim, ni to zdaj namestnik generalnega sekretarja podmladka neke stranke. Ne? Za tazga človeka bi rekel, ja, ni še vajen nastopanja, vse se bo naučil. Bodo naredili 3 akcije s podmladkom, pač ne, v smislu gibanja Svoboda, mogoče bojo posneli 3 videe, pa v prvih 3 bo katastrofalno zgledal, pa že probimo mogoče še enkrat. Bo še kaj več. Ampak da si ti na funkciji ministra za pravosodje v tako delikatni zadevi, kot je primer Šutar, ne, mislim, tukaj pa res si ne znam predstavljati, no, kako je to lahko kakorkoli pozicija v serijah, moči, ki si jih omenil, ne, v kakšni državi, ki ima recimo probleme z narkomafijo, je ponavadi tako, da je pravosodni minister ta, ki preko medijev izreče stavke, ob katerih se cel organiziran kriminal in podzemlje stresejo. Ne. Ob temle in gre pa verjetno res sta se tresla akterja, pač oba ministra še nekaj bi rekel. Zgledala sta res kot una 2 prvošolca, ne, ki sta prvič na govorni vaji, ne, pri čemer je gospa Kokal vsaj naredila domačo nalogo in doma pred ogledalom mečkan zvadla, pa je ima sam še fejst tremo pred celim razredom nastopati, ne, njen kolega Zlobko, ne, pa pač ni domače naloge naredil in zdaj bere z lista. Zdaj bi pa še vsebinsko opozoril na cel kup bizarnih protislovij, tudi tega nastopa, namreč, ne, ko je minuli petek ravno, ko sva išla s prejšnjo epizodo, edini osumljenec odkorakov iz pripora, seveda upravičeno mediji zagnali, ne, v vlado in v te organe preiskovalne, kaj se vam dogaja, ne. Povsem logično vprašanje. Odziv vlade, tudi kabineta predsednika vlade še pisni, pred tistim kriznim sestankom v soboto, je bil: pustite organe, da naredijo svoje delo do konca. Policija, tožilstvo, sodstvo so neodvisni. Ne? Ampak Golob potem, kot prvi obraz izvršilne oblasti v državi, v soboto sklicuje pri sebi sestanek teh istih organov. Kakšno sporočilo neodvisnosti je pa to, da jih postroji kot šolarje, kar si sicer mimogrede zaslužijo, ne? Ampak vendarle politično jih je postrojil, da bi jim vlada politično, kolikor sem razumel, naročala, kako naj krizno komunicirajo ta primer, ker šlo je za to, da morajo redno komunicirati, ne? In potem še nekaj, ob stavku pustite mediji organe, da naredijo svoje, ker so neodvisni, se Kokaljevi na tem istem nastopu zareče, da je bil dogovor, to je res po mojem šlo iz neizkušenosti, da se tudi predsednika vlade mora ves čas obveščati, citiram, o vseh podrobnostih in informacijah, ki jih imajo. O čem? Iz operativnih podrobnosti postopka ali česa? Pa to je kriminal. To je kriminal, ki ga minister prizna pred kamero. Ja, no, ni edina, ki je ta teden kaj posredno priznala. Ne? Noro. Če pogleda, res je ta primer, mislim, zelo, ne, tukaj jaz mislim, da rekel, celoten medijski aparat, ki ga ima Robert Golob tako ali drugače pod kontrolo, dela po moje na dure poliranja situacije. Pogledal bom pa zdaj, ti bom pokazal še klip 3 županov jugovzhoda Slovenije, ki so po mojem res odraz jeze in razočaranja tega dela prebivalstva. Ne? Po Šutarjevem zakonu, ki je predvsem naslovil varnost, je potrebno odpravljati tudi temeljne vzroke, to so pa na področju socialne politike in zaposlovanja. Jaz včasih dobivam v zadnjih mesecih ali pa letih ukvarjanja s temi problemi občutek, da so policija, tožilstvo in pravosodje skupaj z nami povsem na različnih bregovih. Pojavlja se mi že sum, utemeljen sum, da očitno je to enostavno krog, ki si želi, da se ta stvar enostavno ne razreši. Župan Ribnice, ki je bil tudi pri nama pred tedni, ne, je tudi ta teden sledil, mislim, da pozivu Vide Čadonič Špelič iz NSI-ja k odstopu premierja Goloba zaradi teh zapletov v procesu. Ne. In zdaj pri Golobu so presenečeni nad tovrstnimi pozivi. Ne? Po notranjem ministru Poklukarju, ki je v parlamentu se tolku zaradi lojalnosti, kot ključne kompetence za vodenje ful občutljivega resorja, ne? In po nezakonito imenovanem generalnem direktorju policije, za katerega se je v drugi kazenski zadevi izkazalo, da je družinski prijatelj omenjenega ministra, ne? Se zdaj Golob čudi, ker ko je zaplet v policijskem delu, njega pozivajo na odgovornost. Ne? Ki je branil tega ministra. Absolutno, to celo verigo, ne? Tudi Senada Jušića do zadnje, dokler je šlo, ni rekel niti besede o tem. Ne? Zdaj,
imamo, to je že čisto očitno, ki govori, da ima občutek o nekem krogu, ki jim ni več preiskava v interesu, spolitizirano preiskavo imamo. Ne? In zdaj pazi, meni najbolj porazno spoznanje vsega tega, kar se dogaja, je, mi tukaj govorimo o 21-letniku, ki je šel ven in o 20-letniku, ki je šel zdaj noter, o dveh XY mladeničih iz ene manjšine, etnične, romske. Ne? Predstavljaš si lahko, kako se v zakulisju šele spolitizirajo postopki, ko gre za preiskovanje Zorana Jankovića, Roberta Goloba, pa tudi Janeza Janše, bom rekel. Ne? Kako kleči v bistvu naša pravna država, ko gre za občutljive primere. Ja, oziroma, jaz se tukaj sprašujem tudi, kdo pa sta vendarle bila ta mladeniča, ne? Ker vendarle se jih omenja tudi kot, bom rekel, del mafijskega podzemlja, trgovine z mamili, trgovine z orožjem in tako dalje. In morda pa vendarle imata, ali pa njuni klani, no, verjetno ravno ona dva osebno, ne toliko, ne, kar precej moči tudi vis-a-vis, ne, ta iste politike, ki upravlja recimo s tem aparatom. Mi je bilo pa pomenljivo vprašanje, ob vsem, kar gledamo, bilo zelo zanimivo vprašanje novinarke Pop TV, ki je čakala Sabrijana Jurkovića, ko je odhajal iz pripora, je od njega vprašala, a vas je kaj strah? Mislim, se vem, kaj je hotela povedati, ne? Okoliško prebivalstvo in pač vrenje v Novem mestu, pa vendar. Nekoga, ki je bil še pred nekaj minutami priprt kot edini osumljenec zaradi uboja, ki je stresel celo Slovenijo, vprašaš, če se on česa boji. In je nazadnje, čeprav morda ni on bil tisti, ki je mahnil, ne, je pa verjetno bil v tisti skupini Romov, ki je zganjala ki je nasilje, potem tudi hitro, kolikor se spomnim, po pričanjih zbežala. Ne? Se pravi, to naredila in skupaj pobegnila s kraja. Skupaj zbežala po smrti šuterja, predtem pa že nadlegovala njegovega sina in še predtem tudi že fizično napadla enega drugega mladeniča. Tako. No, ko sva pri klečanju pravne države in pri nespodobnosti politike, sva pri temi, ki je po mojem neke vrste, lahko rečeva, tema par excellence tega tedna in tudi te epizode, ne, kako Zoran Janković in Robert Golob v dvojini, ne, skupaj dvigujeta prah. Prvo, česar bi se jaz dotaknil, je v bistvu časovno najbolj oddaljeno. Minuli konec tedna v bistvu je Zoran Janković, potem ko ga ni bilo v Tarči, se odločil, da na Odmeve bi pa šel. Ne. Logično, že format, tam pač v Odmevih dobiš 10 minut in voditelj v kakšne velike podrobnosti, sploh ob tako manipulativnem sogovorniku, kot to je, niti ne more. Ne. Preden pogledava spet to, dobili smo po mojem enega najbolj arogantnih nastopov medijskih Zorana Jankovića v njegovi sicer tudi bogati in zelo razvpiti medijski zgodovini. Meni je bilo zanimivo opazovati človeka pri 73 letih, spoštujem starejše ljudi, ne, kako je med tem, ko je voditeljici in medijem javno očital, da so se postavili na sodišče, ne, počel natanko to. Postavil se je arogantno nad sogovornico, v tem primeru voditeljico, ki jo je imel v studiu. Ta vaša kolegica, ki jo zdaj branite, je pred 2 leti napisala, da so nekateri mediji posegali v njeno družino, partnere očeta, kar je odraz neke totalitarnega režima prej. Ona je isto naredila, kaj je drugim učitala. Jaz bom sam to rekel, lejte, Vi ste javna oseba in seveda je logično, dajte me na žaru, nimam problema, delite, kar hoče z mano, ne pa mojo družino. Kaj ima pa ona, so vsi polnoletni, so vsi samostojni. Se zasebne stvari medijev ne zanimajo, ne? Kakšne poslovne pa zagotovo, ne? Zasebne pa ne. Zdaj, na kaj se nanaša ta očitek Zorana Jankovića, ne? Torej, češ, da ko je Erika Žnidaršič pred časom bila tarča, mislim, da to še v času prejšnje vlade, ne, zaradi svojih oddaj so se potem spravili na njenega moža, na posle njenega moža ali partnerja, ne vem, ne, in tako dalje. Ampak in zdaj ona, češ, da isto dela s tem, ko je v preiskavo o Zoranu Jankoviću, ne, vključila tudi njegova sinova Damjana in Jureta. Ne. Pričemer, ne, treba povedati, da tisti mož ali pa partner Erike Žnidaršič nima z njenim poročanjem z vsebino oddaje ali čemerkoli, nič skupnega, ne, in je šlo takrat izključno za pritisk na njo prek z njo povezane oziroma njej ljube osebe. Ne. Nekomu pač ni bilo všeč njeno delo, pa dajmo potamaniti.
Ne, ker celoten background. To je pač ta severnokorejski pristop, ne, ko en severnokorejc migrira še 3 generacije njegove družine, potem pošljejo v delovno taborišče. Ne. V smislu, da imaš ti slabo vest, ne samo zaradi sebe, ne, oziroma za tiste, ki imajo tako trdo kožo, da pač zmorejo, ne, da potem se zavedajo, da jim daš zavedanje, ne, da so s svojim delom, ne, pahnili v težave še ljudi, ki so jim blizu. Ne. Razlika pri Zoranu Jankoviću je pomembna. Ne? Namreč pri Zoranu da sta Jure in Damjan oba v istem tožilskem dokumentu, kjer je tudi on. Ne? Ja, in nista, recimo, če bi se Erika spravila, ne vem, na ženo Zorana Jankovića, ki recimo nima nič s tem, ali pa vsaj domnevamo, da nima nič s tem, ne? To bi bil primerljiv napad. Ne? Pričemer je šlo pa v tem primeru, ne? Samo za preiskave povezanih oseb, ki so v tem postopku, ne? In Jure Janković in Damjan Janković to pač skupaj s svojim očetom Zoranom sta. Zato je edino relevantno, da jih je Tarča vzela v prispevek in je to čisto zavajanje, ne? Hkrati pa še direkten napad, ne? In še dodamo še to, ne? V smislu v oddajo ne upaš, ne? Potem pa pač v drugi oddaji, ne, se spravljaš pravzaprav v tem primeru celo Tanjo Starič, ki se je postavila za kolegico Eriko. Ne? To je treba priznati. Je pa to tudi po drugi strani, ne? Takšna aroganca in takšen napad vendarle kaže na nervozo in obrambni refleks pri Zoranu Jankoviću. Torej se ga je vendarle to poročanje zadnjih dni dotaknilo. Meni je bilo zabavno gledati še, kako disciplinira voditeljico Tanjo Starič, ker je prav izrecno navrgel, češ kolegica, ki jo zdaj branita, medtem ko se mu pa naprimer to, da se po razkritju sumov kriminala medsebojno branita, da ne rečem še kaj bolj ekspresivnega, Golob in on med seboj, ne zdi niti najmanj sporno. Ne, seveda ne, se oni držijo skupaj, ne. Ampak, ne vem, res, mislim, po eni strani, ne, je Zoran Janković vedno zagovarjal to tezo, češ, da on je nedotakljiv, ne, dokler je tisti neki antipod Janezu Janši, ne, spomnimo se še tistega posnetka iz bosanske ali hrvaške televizije, ne, in zdaj se zdi morda prvič resno, da se ta aura nedotakljivosti pa morda vendarle načenja. Zanimivo je, ko omenjaš, ne, ta izjava, torej meni na hrvaški televiziji, meni v Sloveniji nič ne bo, jaz sem glavna varovalka za Janšo, ne, to je bila izjava neke podzavesti, ne, tega čist pri trezni pameti ne rečeš na ta način, ne, in mislim, da je v Odmevih, ravno ko sva komentirala ta nastop, se Jankoviću spet ta nek freudovski feler oziroma napaka zarekla, ne, namreč na obtožbe v dokumentu tožilstva je odgovoril z nikjer me nimajo. Ampak zdaj te resno vprašam, ali nekdo, ki je nedolžen, odgovori na vprašanje nikjer me nimajo? Ne, po mojem nikjer me nimajo, reče nekdo, ki prekleto dobro ve, da je do vratu v nečem, kar se mu očita, je pa tudi prepričan, da preiskovalci nimajo neposrednih dokazov o njegovi vlogi. Ne? Drugače, če sem zelo plastičen, na vprašanje, ali si res pretepil ženo do nezavesti, ne more biti odgovor, nikjer me nimajo, ker potem si s tem povedal vse. Nihče ne ve tega. Ne? Ja, tako. Zdaj, pri zdravi pameti, oziroma treznosti, ne? Mislim, da ta teden smo lahko videli še kakšen nastop, ki ni bil čisto trezen. Ja, res je. In to je ta nastop skupni na hišni zabavi mestne občine. To je vsakoletni velik dogodek, ki ga obiskuje tam od 3 do 5 tisoč ljudi, uslužbencev občinskih in holdinga in tako naprej. In tokrat sta bila skupaj, ker smo seveda 3 mesece dobre pred volitvami, je dobil vabilo par excellence na VIP, ne, Nika Zorjan, mislim, da v ozadju, pa premier Golob, ne, in poglejmo, kako je to bilo. Se verjamem, da gledalci že dobro poznajo tole. Jaz bi rekel hvala v imenu vseh, ki živimo v Ljubljani. Ja, jaz verjamem, da je tudi današnji žur še toliko bolj sladek, ker ste danes dobili božičnico. In ne pozabi, volite, drugi vam jo bo pobral, če ne greste na volitve. Ne pozabite. In ste po odru skakali, kljub temu, da vam piše, in ste sami rekli v koalicijski pogodbi, ničelna toleranca do korupcije. Če vi vseh teh 5000 ljudi, ki so zaposleni ali v mestni občini ali v javnem holdingu, govorimo o zaposlenih, od smetarjev do računovodk in do vzgojiteljic, do medicinskih sester, če vi vse te ljudi obtožujete korupcije, potem vam želim vso srečo. Jaz sem pa bil tam zaradi njih.
Mislim, da je celo, pogledal sem ta celoten posnetek, tukaj bo samo izsek, mislim, da je celo enkrat izrazil, da ker ima takšno empatijo do ljudi, je šel med njih. Empatijo, ki jo je, mislim, da po poplavah tistih katastrofalnih dokazal s tem, ko eni gospe, ki se je podrla hiša, rekel, da naj se počuti kot v hotelu, se mi zdi takrat, ko jo bojo namestili v državni kontekst, mislim, res, o empatiji niti ne bi, ampak to je bila prvo, kar bi rad rekel, tisti prizor skupni z odra, javna podpora županu, za katerega je večer prej prve vrste oddaja preiskovalna razkrila sume hude osebne korupcije, in še enkrat, razumem tudi njuno zasebno prijateljevanje, ampak da zaščitiš integriteto funkcije predsednika vlade, se umakneš javno od svojega prijatelja župana Zorana Jankovića. In seveda ni naredil tega, še več. Potem je naslednji dan bila že objavljena naša zgodba, da sta se dobila v ponedeljek zjutraj, tudi v lokalu Lepeti, ampak rekel bi pa neki taktika, potem, ko ga je Anže Logar spraševal na poslanskih vprašanjih, enaka kot pri političnem botru v studiu Odmevov. Najprej iskanje čustvenega odziva pri svojih podpornikih z božičnico, na enak način kot Janković pri svoji fan bazi išče odziv z pustite mojo družino pri miru, in potem, ko je konkretno vprašanje o korupciji, o ničelni stopni tolerance in zajtrku v lokalu Lepeti, o katerem še bova, greš na to, da si bil zaradi empatije drugje in potem župana niti enkrat ne omeniš. Skratka, preusmerjanje stran od težav na druge teme. Ja, pri čemer me zanima še en vidik. Katera tema poleg zdravstva je ključna tema Golobove vlade? Kje so najbolj glasni, res da še bolj v Levici kot pri Golobu, ampak to so stanovanja. Zakaj tudi, eden izmed razlogov, zakaj tudi v Ljubljani so cene stanovanj tako grozljivo visoke in so tako stanovanja nedostopna, je tudi zato, ker noben investitor pri zdravi pameti, ki ni korumpiran, enostavno v Ljubljani težko gradi stanovanja, ker smo videli v teh postopkih, kako pač do gradbenega dovoljenja in ostalih dovoljenj, ne da bi naredil še eno serijo nakazil na razne zavode. Bi lahko rekel, da je korupcija vgrajena v ceno kvadratnega metra v Ljubljani. Vsekakor, v Ljubljani je to še posebej jasno, ker pač enostavno zelo težko, morda javni stanovanjski sklad, kjer tako in tako pač vemo, kdo običajno pride do teh stanovanj, in poleg njih praktično zasebnih investitorjev, ki bi lahko kaj resnega v Ljubljani zgradili, brez korupcije skupaj z Zoranom Jankovićem, torej brez obiskov, raznih. Mislim, Tarča je lepo pokazala prejšnji teden že, kako se je recimo zgradila tista stolpnica v Šiški, Bellevue Living in tako dalje. Se pravi, samo še na tak način se lahko zgradijo stanovanja v Ljubljani. Dejva se pol, preden greva še na zajtrk v lokalu ljubljanskem, vpraša čist nekaj tako načeloma. Kaj za vraga, katerikoli predsednik vlade počne na interni občinski zabavi? A tebi se to zdi logično, da pač mora tam biti, ali kako, ne vem. Mislim, meni je to vsekakor nenavadno, Mislim, kako se, kaj sploh res, razen tega, da pač nabiraš volilne glasove v volilnem bazenu, ki ti je načeloma precej naklonjen. Zdaj, nekdo, ki dela za Zorana Jankovića, verjetno ne voli Janeza Janše, vsaj ne masovno. Ja. Ok, se pravi, to je bil petek, v četrtek je bila Tarča, razkrita korupcija, v petek potem skupna udeležba zabave in v ponedeljek, show must go on, mrtvo hladno zjutraj. Vir, ki mi je poslal fotografijo, ki smo na zanima.me razkrili v članku, da sta se zjutraj v ponedeljek dobila, mi je opisoval, kako je to bilo videti. Rekel, varnostnik paradira pred lokalom, ki je seveda ob 8 zjutraj center Ljubljane, ljudje grejo v službo, ne v lokal. Se pravi, Audi z varnostnikom štrli na 5 kilometrov. Je res, da Lepeti je sicer znan med turisti in tudi kakšnimi bolj petičnimi Ljubljančani, kot lokal, kamor greš lahko na dober zajtrk. Tako. No, in potem je govoril goreča luč v zgornjem nadstropju, kjer sicer ni gostinskega obrata, se pravi, da sta bila diskretno ločena od ostalih in tako naprej, pri čemer še bizarno dejstvo, preden pogledava, kako nam je župan odgovoril, prav za zanima.me prvič ta čast. Mislim, premier in Tina živita
peš distance, mislim, da 3-4 minute od Trnovega proti Lepetiju, ne? In če bi bil sploh namen Roberta Goloba, da ob korupciji Jankovića ostane diskreten pri srečevanju z njim, bi bila najmanjša težava, da gre peš. Ampak mislim, da imamo problem druge v mentalnem sklopu. Ona dva želita biti celo opažena, ne? Da sporočata, da ima nihče v tej državi ne more nič. Ne? In tudi odgovor je bil totalno v tem slogu. Pogleda. S kom sem jaz v gostilni, je čist moja zadeva. Kadarkoli, zjutraj, zvečer, opoldne in nobeno ne bom računo polagal. Zdaj še mogoče, ne, v tem odgovoru, če bi dali čisto celoti, je bilo še, da je njemu čisto vseeno, v katerem gostinskem lokalu in čigav ta lokal je. Mislim, sorry, ne, zdaj bo spet kdo rekel na podlagi jokajočega nastopa v Odmevih, da se spuščamo v zasebnost, ampak se spet spustimo samo zato, ker je povezana s tem, ne, z javno obravnavo korupcije in medsebojnih stikov. Po mojem pa županu ni tako zelo vseeno, v katerem lokalu, ker potem ne bi vedno izbiral tega za ta diskretna srečevanja, namreč, ne. To je lokal Dragana Tošića, ki smo ga pred desetletjem in več spoznali v preiskavi Balkanski bojevnik, ko je šla policija tisto jutro, ko so tudi njega aretirali, ne, v lokale po centru Ljubljane in uprizorila pač akcijo in javni spektakel. Ne. Še vedno je v tej lasti in ne, več virov se je v odzivu na to naše poročanje oglasilo, najmanj 3 čist nepovezani med sabo, ne, da je eden od bližnjih sorodnikov ali pa članov družine familije Janković, ne, v intimni zvezi že nekaj časa s hčerko Dragana Tošića. Gre torej praktično za pobrateni družini in kje druge naj velja ta omerta oziroma zaveza diskretnosti kot znotraj družine. Pač, vsekakor, ne. Odgovor gre pa posebej na naše pisanje, ne. To je pač si ti pravzaprav razkril na portalu našem zanima.me, s čimer pa pravzaprav nam Janković daje tudi veljavo, tako da hvala. Res je, hvala za naslednji marketinški korak v naši zgodbi. Posebej, ker pravzaprav prihajajo še nove vsebine. Tako je, zdaj na zanima.me lahko so v sredo, ne, bralci prebrali zgodbo, tako imenovani dosje Mi smo lahko mirni, poimenoval sem ga potem po zapisanem v interni korespondenci med podžupanom Koritnikom, nepoklicnim podžupanom, za katerega Janković pravi, da je za šolstvo in stike z univerzo, zgleda, da je tudi za stike s podzemljem in urejanjem gradbenih dovoljenj. In v prihodnjih dneh še 2 zgodbi. Ena se bo zelo posebej osredotočila na zasebno investicijo na Viču, torej Karner Hrvatič Koritnik v zvezi z urbano oazo. Izjemno zanimivo gradivo, maili, ne, ki jih bodo bralci prebrali. Zadnja zgodba pa bo šla. Potrjujem. Zadnja zgodba pa bo po mojem največje presenečenje, ker se v urejanju zakulisnih premikov v izdaji gradbenega dovoljenja za kanal C0, poudarjam kanal C0, ki je javna investicija, pojavijo imena ljudi, ki jih v tem postopku absolutno prvič ne bi pričakoval in drugič uradno s tem niso imeli nič. Ne? Tako je. Tako da naj si ljudje to preberejo. Ampak je že tako v Ljubljani, ne, da tisti, ki uradno z nečim nimajo nič, ponavadi uredijo največ. Ne? Drži. Preden nadaljujeva z naslednjo temo, ne, pa še kratek predah. Vsak dan se začne z enim samim gibom, povezavo. Ko se povežemo, delimo občutke. In ko imaš vprašanje, smo tukaj. Povezujemo generacije idej. Z vami odkrivamo nove svetove neverjetnih možnosti. Smo več kot omrežje. Smo skupnost, povezani. T2, pripravljeni na prihodnost. Dobrodošli nazaj. Zdaj, nismo še končala z Zoranom Jankovićem. Ne? Ta teden presenečenje, ne? Pravzaprav na seji mestnega sveta poslanka oziroma svetnica liste SDS Maruša Babnik vpraša Jankovića, ne? Pravzaprav zakaj v Ljubljani nimamo adventa, ne? Tukaj treba povedati, da vsa ostala mesta v okolici, torej Zagreb, Gradec, Celovec recimo in še kakšno,
praznujejo advent, ne, s adventnimi sejmi. Budimpešta recimo praznuje božične sejme, ne, v Sloveniji pa imamo veseli december. Kot zanimivost, brez adventnega venca, z bolj malo resnično slovenske torej kulturne obogatitve, ne, so pa se v zadnjih letih močno razpasli izrazito ne slovenski, pač pa srbski trubači, ki motijo marsikoga. Tukaj bi te sicer mal popravil, to se mi zdi, da je sentiment, na katerega je zagrabil velik del teh desnosredinskih volivcev, namreč trubači in Srbija. Ne? Trubači, ki so v večini v Ljubljani, so Makedonija in Bolgarija. Ne? Sam toliko. No, dobro. Mislim, za Srbijo so, kakor vem, tudi značilni. No, nisem povedal, koliko so. Tudi to je res. Nisem vedel, so te konkretno iz Mislim, jaz ti moram priznati, ta tema, ki se v zdaj lotila, mi je ljuba. Recimo, med ljubšimi ta teden v tej epizodi. Zakaj? Povem ti najprej na kratko anekdoto osebno. Vem, ker so pač člani moje družine v tej zgodbi, ne, za zelo priljubljen amaterski pevski zbor iz Ljubljane, ki je imel v sredo proti večeru, tam nekje zgodaj popoldne, predviden obhod glavnih mestnih ulic in trgov s pesmijo, ne, brez kakšnih pozaven in podobno. In so v paniki odpovedali še na isti dan, ko bi to moralo biti, ker so iz Mola dobili predtem opozorilo, da je pač ta novi odlok o prepovedi trubačev oziroma te... Niti ne gre za novi odlok. No, tako, gre za spremenjeni. Moramo pojasniti, pravzaprav, zakaj sploh gre. Ne? Torej, po tem vprašanju tako je Janković pravzaprav presenetil vse svetnike, ne, in dal na glasovanje prepoved trubačev. Celo sam je rekel, zdaj glasujemo o prepovedi trubačev. Ne? V resnici pa se je prepoved glasila, ne, z vsem na vso spontano ulično glasbo, ki vključuje glasne instrumente. Tako nekako je cela formulacija. Ne gre niti za nov odlok, gre za sklep mestnega sveta, ki že obstoječ odlok dopolnjuje s tem do novega Ampak leta. Poanta, do katere sem želel prijeti. Ne? Zdaj v paniki opuščajo svoje nastope, ki bi gotovo in lokalnemu prebivalstvu in turistom, ki bi se v sredo sprehodili po Ljubljani, obogatili izkušnjo decembra v Ljubljani ali pa adventa recimo v Ljubljani, ne? Zaradi neumne odločitve. Ampak jaz bom tukaj vendarle govoril o akciji in reakciji. Ne. Zame je, ko sem se tudi sam ta teden sprehajal proti večeru po centru Ljubljane, sem razmišljal ravno o posledicah tega odloka oziroma spremenjenega odloka, dopolnjenega. Ta odločitev tega tedna ogledalo ene najbolj neumnih držav na svetu in enega najbolj neumnih glavnih mest na svetu, pri čemer seveda, ker bo to zlorabljeno, ne govorim, da so ljudje v Sloveniji in v Ljubljani neumni, ampak pač načina, na katerega duopol reagira eden na drugega. O tem v glavnem govorim. Namreč, zdaj še nekaj, ne? Če pogledaš tema teh trubačev, zdaj decembra ravno letos, nam je bila, kolikor jaz vem, usiljena strani, bi rekla, obveščevalne službe zunanjega faktorja oziroma dejavnika, če gre vsaj verjeti, da ni bilo res notranje sproženo, ne, je bil to nek hrvaški uporabnik priljubljenega spletnega foruma Reddit, ki je pisal o tem, kako se je po centru sprehajal in se je mal spraševal, v kateri prestolnici točno je, ko je videl trubače. Ne. In zdaj, eni so to pograbili za kulturni boj, govorimo o SDS-u, ne, da to ne sodi v naš kulturni prostor, pri čemer res se opravičujem, to ni namenjeno vsem članom SDS, ne? Ampak govorimo mi o stranki, ki je šla v Banja Luko po kredit ljudje. Ne? In zdaj govori, kaj je balkanizacija in kaj ni. Balkanizacija je najemanje kreditov v Banja Luki, davčni oazi sredi Evrope. Ne? Na drugi strani, to je pa še večja neumnost, ne? Je pa v predvolilnem času to spretno pograbil Zoran Janković, ker je s tem zgodbo, ki sva jo obravnavala prej, to mestno korupcijo v enem dnevu pospravil z medijskih platnic in so ga potem novinarke na torkovem rednem druženju z mediji spraševali 90%, kaj pa zdaj s trubači pa s harmonikarji. Mislim, takega darila si lahko župan samo želi. Ja, ne? Jaz bi tle dodal sicer, da tukaj je zadeva mečkaj bolj kompleksna. Ne? Eno je to, da se mi zdi pač a priori nasprotovanje trubačem nesmiselno. Ne, se mi zdi vendarle pač tudi neka svoboda daje možnost različnim skupinam. Ne. Se mi zdi pa ta, bom rekel, balkanizacija vendarle je adventni čas v Sloveniji nekoliko drugače praznovan in se mi zdi pravzaprav posmeh
ne, vendarle naši kulturi, da mi pravzaprav vse, kar je slovenskega, ne, kar je krščanskega, konec koncev, kot je advent, kot so take zadeve. Lahko se strinjam s tabo v delu, da že poimenovanja marsikaj povejo, ampak če pa gledaš uradni program, tak je prijavljen strani občine, je pa smo ugotovili ravno na našem portalu zelo velik pretežno slovenskega programa. Pustimo pa, da so sprevod, pa imajo Božička, pa imajo Dedka Mraza. Ampak tudi glasbeniki so v glavnem slovenski, ne? Pustimo pa, da so slovenski, ki so bili popularni 20 let nazaj, ne zdaj. Ampak hoče reči, da pač pri nas ni značilna, da bi zdaj meni se tudi ne dopade, da bi zdaj prevladovali trubači kot v nekem tem okolju in tudi na trenutke so zelo zoprni, ne, v smislu, da sem že tudi sam doživel, da sem bil v nekem lokalu, da so udrli noter, motili, pač človek, ki je v lokalu in se pogovarja, potem pa oni, ne vem, 20 minut tam nekega svojega izvajanja in potem pač pričakujejo, oziroma dokler jih ne plačaš, ne, se ne spravijo ven. In v tem smislu se mi zdi pač tudi naj pustijo ljudem pač mir, da lahko, morda je to v Srbiji zaželjeno, pri nas ni, no, ali pa v Bolgariji, no, da ne poznam toliko bolgarske kulture, ampak to, mislim, tukaj v smislu je neki, da se nek ukrep naredi, ja, ampak zdaj ta ukrep je pa povsem nesmiselen, ne, ker se na ta način pa pravzaprav preganja vso božično glasbo oziroma vso adventno glasbo iz centra mesta, ne, še posebej se mi zdi pa, da je to, kot bi bilo naročeno, ne, za pregon harmonikarjev, ne, ki so 26. decembra naročeni. Ne, in pa še eno stvar bi opozoril, ne, da tukaj je imel Zoran Janković bistveno več časa za pripravo, ne, ker gre za ustno vprašanje, torej je vsaj nekaj dni prej svetnica morala to vprašanje zastaviti, tako da je imel Zoran Janković svojo ekipo, ne vem, več dni časa, da je se domislil te strategije, medtem ko so bili svetniki pač ujeti na levi nogi. Ne. Zdaj dobro, da si harmonikar je omenil, zakaj, ne? Govorimo o duopolu in ta duopol se na takih temah, kot je recimo spomenik Tita v Velenju ali pa zdaj trubači harmonikari v Ljubljani, obklada. Zadaj je tisto, kar nekdo pogosto reče v slovenski politiki, komu je bila leta 1991 Slovenija intimna opcija, komu pa ni bila intimna opcija. Ne? Ampak po mojem, ne, tukaj moramo pogledati, če želimo racionalno odločati, ne, na to, da se pač Slovenija kot intimna opcija ne meri samo v številu zastavic in harmonik nekje, ne, pač pa tudi v skrbi za nadzorne institucije, kot so KPK, Računsko sodišče in podobno, ali za odprt medijski prostor na drugi strani. In tu so rezultati obeh intimnih pristopov, tistih, ki jim je in ki jim ni porazni. Ne? To se absolutno strinjam, bom pa še zmeraj pa vztrajam pri tem, da vendarle pač naša kultura je pri nas doma in če pri nas ne bo doma, ne bo nikjer. Ne? Zdaj, in prav je, da smo odprti, pa da sprejemamo, ne, kot goste tudi kakšne druge kulture, pa sprejemamo, mislim pač, ampak da ni pa to glavna tema našega glavnega mesta. No, jaz bi samo še, preden greva naprej, bi samo še harmonikarjem nekaj sporočil. Če so bili trubači v sredo zvečer, taki šmekeri, da so na prvi dan prepovedi šli igrati, bodite še vi, pojdite igrati in če bo tista kazen, ki jo ta novi odlok, prenovljeni odlok predvideva, bomo pač zbirali na Kickstarterju ali pa zamaške za vas. Ne? Sam ne mi reči, da ste se nekega odloka v glavnem mestu ustrašili. Ne? To se pa tle pa podpiram, tudi tako. Jaz to malo večjo drznost, ne? Čeprav morda na naslednji točki malo večje drznosti pri volilnem molku. Ja. So nekoliko bolj na tenkem ledu, ne? Ja, mislim, jaz imam tukaj mešane občutke. To je bilo nekaj, kar je bleknil Robert Golob. Mislim, da je bil to refleks na izgubljen tudi referendum, ne? Kjer so sicer oni sami kršili volilni molk, Svoboda je cel dan volitev oziroma cel dan referenduma objavljala slike z simbolom za kampanje, sicer brez napisa za, pa simbolom za, ne, iz vsakega možnega slovenskega mesta. Ne. Tako, no in po tem refleksu me pa mogoče bolj presenetilo, ker govorim v kontekstu duopola, a ne je to nova v bistvu taka zgodba, kjer je SDS rekel, da bi oni to takoj podprli. Skratka, ukinitev volilnega molka. Moramo dvoje vedeti, že nekaj časa imamo ukinjen volilni molk za običajne ljudi, ne,
ga imamo dejansko v soboto, dan pred volitvami, za akterje v volilni kampanji, ki ne smejo plakatirati, ne smejo nagovarjati in podobno. Ne? Zdaj, jaz bi malo postavil, upam, da ne bo dolgočasno, se bom potrudil, da ne, v zgodovinski kontekst. Odkot to izvira? Zakaj je sploh civilizacijsko bil vzpostavljen volilni molk? 18.-19. stoletje, razsvetljenska misel, gledala je na volivca kot na neko racionalno bitje, avtonomno, ki pred odločitvijo vse dobro premisli, pogleda argumente in potem v miru sprejme odločitev. Se pravi, nek čas za razmislek brez zunanjega pritiska, ne? In potem kot zaščita pred zadnjo lažjo, dajva reči, ne? Se pravi tistim zadnjim letakom ali pa zadnjim govorom takrat na tržnici, ne? Ki bi še obrnil z neko manipulacijo potek in izid volitev. Zdaj, ampak premisa, ne? 200 let nazaj, je bila, da ni bilo interneta, ni bilo družbenih omrežij, ni bilo ogleda vsebin na zamik, se pravi, da ti tudi v soboto pred volitvami gledaš nekaj, kar je bilo v ponedeljek ali pa prejšnjo soboto, ne? In volilni molk je predpostavljal pač v 18. in 19. stoletju, da je komunikacijo možno prekiniti, da je možno informacijski tok zapreti za en dan, ne? To je danes napačna predpostavka, zastarela, zato je konceptualno stvar molka popolnoma zastarela. Po drugi strani pa samo moja dva pomisleka, če to ukinemo, dajmo se najprej vprašati, zakaj nam to skupaj sporočata SDS in Gibanje Svoboda. Sta dve organizacijsko najmočnejši stranki, tudi z največ sredstvi, ki se lahko organizirano gresta nagovarjanje potem še v soboto, ne? Ali pa tudi v nedeljo. Ne? In ali res želimo imeti neke predvolilne relije, shode, kjer bojo vsakega, ki bo kapljal na volišče, ne, pričakala ena razjarjena množica fanov in druga in se bo potem človek tresel, kaj naj tam na tistem listku naredi. Ne? Mislim, po mojem je to tudi malo too much. Ne? Volilni molk ni standard v vseh demokracijah, tudi res je, ja. Bom rekel, dolgoletne, večstoletne demokracije, kot sta recimo Danska, kot je ZDA, ne, volilnega molka ne poznajo. Jaz sem imel izkušnjo pred leti, ko sem bil na Danskem v času volitev, pa bom rekel, ne vem, če si res želim na dan volitev, da še pač se ljudi pač točno s tem buzerira. Ne? Zdaj, ne bi se strinjal s tvojo tezo povsem, ne, v smislu, seveda, ja, imamo možnost pogleda vsebin nazaj, imamo socialna omrežja, imamo ne vem, YouTube in tako naprej. Ne? Ampak konec koncev tudi v 19. stoletju, ne, so ljudje imeli volilni letak, ki so ga dobili 3 dni pred tem. Ne? Se pravi, volilni molk ni zdaj mišljen temu, da volivec ne more sploh nobene informacije prejeti. Namenjen je temu, da ti v zadnjem trenutku ne spreminjaš oziroma ne daješ nekih, kot si rekel, novih manipulacij. Ne? In jaz pač v smislu to, da ti lahko pogledaš za nazaj, kaj je nekdo objavil, v času, v tisti soboti, ki je namenjena temu, da ti premišljuješ in se potem zavestno, premišljeno odločiš, koga boš volil, se mi zdi pač pomembno. Seveda imaš lahko na razpolago pogledati stare oddaje, pa si pri tej odločitvi pomagati. Namenjen je pa točno temu, ja, da te neka razjarjena množica tam ne on time, ne, buzerira in ti ta razmislek preprečuje. Tako da v resnici, kljub temu, da je volilni molk v praksi v veliki meri že precej bolj razrahljan, kot je bil 10-20 let nazaj, sama odprava volilnega molka mislim, da ne bo prinesla bolj kvalitetnega odločanja na volitvah, še posebej, ker kljub volilnemu molku pa poziv k sami udeležbi na volitve seveda ni prepovedana. Ne? Tako da po svoje mislim, da to ni problem, s katerim bi se soočala Slovenija. No? Ok, pa imamo še drugo konceptualno okrog volitev. Ne? Število volišč. V bistvu sta v zadnjih dneh dva voditelja opozicije, Janez Janša in Jernej Vrtovec, skupaj na skupnem nastopu pred mediji opozorila, da je bilo v zadnjih letih na hitro ukinjenih oziroma združenih 400 slovenskih volišč. Zdaj, zanimiva je struktura, ne, da gre bolj za podeželska volišča v 7. in 8. volilni enoti, ki že tako trpita nizko udeležbo. Ne. Torej, tista volišča, kjer v bistvu lahko izgubi desna opcija, ne, in kjer pravzaprav nima kaj izgubiti leva, ki je bolj močna v urbanih mestnih središčih. Zdaj, spet ena taka filozofska debata, ampak
moj pogled, nek kriterij dostopnosti za tako pomembno in elementarno stvar, kot so volitve, zagotovo mora biti izravnan. Tako kot je Janković rekel, ne, ta teden, če je za trubače, je tudi za harmonikarje odlok, ne, ja, če je za meščane, ki imajo javni potniški promet, ne, na peš distanci prvo volišče, ne, potem težko pristanem na to, da za nekoga, ki nima na obrobju, ne, sploh javnega prometa, da je pa, ne vem, 15 minut vožnje z avtomobilom. To dvoje nekako ne bo šlo, ne, po mojem. Dejstvo, da v nedeljo zelo malo javnega prometa sploh v takih krajih dejansko je. Ne? Ali pa tako, kot mislim, da je rekel podpredsednik SDS-a, je Luka Simonič tudi to, ali je samo predsednik podmladka, ne me držati za besedo, ne, ampak on je dal argument, da se volivci na nekatera volišča ne vozijo mimo 4 za predčasne volitve, ne, se pravi absurd, ne, in to se strinjam, da taka situacija ni vzdržna, ne. Zdaj, z vidika tega, kaj imamo, ne, se pravi v Ljubljani volišče na vsakih 5 minut, pa še javni potniški promet, ki te lahko zapelje, bi bilo verjetno bolj smiselno, ne, se mi zdi, če ne bi bilo računico v ozadju, da ukineš, če so stroški problem, kakšno ljubljansko ali pa mariborsko volišče, bolj kot pa neko ruralno. Ne. No, jaz mislim, da je predvsem tudi ključno, da mislim, da je vsaj približno na neki peš razdalji. Vsaj to, ja. Ne, pač, da človek ima možnost iti voliti, oziroma da je da mobilnost ni ovira, da človek ne bi šel voliti, to se mi zdi pomembno. No. Zdaj, seveda pa je lahko tukaj kakšna politična kalkulacija tudi v ozadju. Ne. Bom pa rekel nekaj. Ne. Konec koncev ne podpiram ukinitve teh volišč, ne. Absolutno ne. Če pa do njih pride, ne. Mislim, da je to lahko spodbuda mogoče za SDS in NSI, ne, da se pač organizirata in tako kot so na prejšnjih volitvah ali predprejšnjih s taksi vozili dejansko ljudi na volišča, da se pač tukaj organizirajo in omogočijo ljudem, ki morda niso tako mobilni, da lokalno ljudje pač poskrbijo in jih peljejo na volitve. Dosti krat, kaj komentirava postavljanja desne sredine v pozicijo žrtve, ja, treba je v akcijo. Pač, mislim, tudi če si legitimno žrtev nekega ukrepa, lahko na ta ukrep pač odreagiraš užaljeno, ne, seveda tudi pravo, da protestiraš, ne, ampak lahko ga izkoristiš tudi v svoj prid. Jaz bi tukaj samo na en notranji oksimoron ali pa tako neskladje v bistvu z logiko opozoril, ne, govori se ves čas, ko je visoka udeležba v Sloveniji interes leve opcije, ko je nizka udeležba interes desne opcije, tudi globalno nekako dosti podobno po državah, ne. Tukaj sta dva voditelja desne sredine nastopila v bran čim višji volilni udeležbi. Višji udeležbi v specifičnih krajih. Res pa je, da v okrajih, kjer so tudi sicer močni. To pa drži. Pač in tukaj gre dejansko za rezanje volišč ravno v okrajih, kjer pač so pretežno lahko voli desno. Pa na to temo ugotoviva po mojem mirno, ne, sploh glede na hitrost postopkov v tej državi, da te volitve marca 2026 so vidika te razprave že mimo. Ne, in glede volilnega molka in glede tega, kakšna volišča bodo oziroma bo ostalo tako, kot je. Tako, niso pa mimo glede naslednje teme, ki pa spet po predahu. Lean on me when you're not strong and I'll be your friend. I'll help you Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar stoji za njimi. NLB. Dobrodošli nazaj. Ne? Torej, kaj pa bo vplivalo na te volitve? Ne? Ukinitev volilnega molka, kot rečeno, verjetno ne. Pač pa tretja najvišja rast davkov glede na delež BDP-ja. In celo najvišja rast cen hrane v območju OECD-ja. Ne? Mislim, jaz bi si celo želel, kaj si rekel, kaj si napovedal to temo tako, da bi te stvari dejansko odločale volitve marca, ne pa kakšne neumnosti skipi pa strubači, ker mislim, da nas politika skupaj, ne, duopol nas skupaj odvrača od bistva, ki je pa dejansko življenje v tej državi. Ne? Zdaj, to, da se je hrana ravno v Sloveniji podražila, ne, pa se je vlada hvalila mesece svojo kampanjo s tisto košarico, ne, ki so jo nadzorovali, je pač simptom vlade, ki ne ve, kaj počne, ki celo komunicira to kot enega svojih kolosalnih dosežkov v tem mandatu,
So bili kar ponosni na to, ne? Ampak jih potem objektivna statistika nekih zunanjih zelo resnih institucij vedno znova postavlja na laž, ne? In tako kot si rekel, ne samo hrana, mi smo tretji dejansko po Eurostatu v Evropski uniji, ne? Kjer delež davkov v BDP-ju raste najhitreje, kar pomeni dvoje. To pomeni, da dodatno obdavčujemo, pa da imamo, bom po domače rekel, pred prazniki za en kurc BDP. Tudi, ne? Zdaj, dve stvari sta tle, to sem se poglobil v te podatke Eurostata. Ne? Zdaj, ni nujno, da če rast davkov v BDP-ju, mislim, to je relativna številka, se pravi, to pomeni, da davki rastejo hitreje kot BDP, ne, kar bi lahko pač... Kar lahko pomeni tudi, da so davki isti, pa BDP pada, ja, seveda. Ne? Lahko pomeni to, ne, lahko tudi sama rast davkov, mislim, lahko pač pobranih davkov pomeni tudi rast, ker je potem posledično so podjetja plačala več davkov, ne. Ampak zdaj, ko pogledamo Slovenijo, ugotovimo, da temu ni tako. Ne samo, da je BDP zelo nizek, ne, oziroma rast BDP-ja zelo nizka, ne, tam v 0,neki se trenutno gibljemo, ne, davki se dvigujejo, ne, pred nami sta pa potem dvigu samo dve evropski državi, Malta in Latvija. To mi je bilo super, ne? Ti si pisal to analizo na zanima.men, si dal to Malto in Latvijo, ne? In pol jaz sem to tudi nisem vedel tega, ne? Malta, da ima enega najnižjih deležev, ne, davkov v BDP, se pravi, ima manever, da to malo dviguje, ne več tako kot Slovenija, medtem ko je Latvija bila v tej krizi zaradi Rusije dejansko dobava energentov in tako naprej in se je z višjimi davki vlekla iz tega. Govorimo iz leto 23-24, iz tega časa so podatki. Tako da dejansko imajo neke tehtne razloge, zakaj je tako, ne pa kar tako, ker manjka milijard v proračunu za nove neumnosti. Ne? Pri čemer so tudi dvignjeni davki, tako Malte kot Latvije, še vedno nižji od začetnih davkov Slovenije, ne, kaj šele dvignjeni. Jaz bom kle še enkrat vsaj te ljudi, ki naj gledajo, cenijo, so morda tudi podporniki, naročniki in gledajo še special, še enkrat jim bom položil na srce. To so posledice tega in to lahko gledate še naprej, če boste šli na volitve odločati o Titu in Trubačih. Če boste šli z denarnico na volitve, bo drugače. Ali pa če hočeš o tem, kako naj se ureja splav v Evropi, ki ni sploh tema Evropske unije. In zdaj smo na temi My Voice, My Choice, oziroma v oklepaju, ker sem se pripravljal na oddajo, sem si napisal Nikina drama v Bruslju, kaj čem drugega napisati kot opombo, ne? Jaz ti moram nekaj reči, minuli konc tedna je bil, pa sta me dve novici dohitele med druženjem z družino, eno je bil Sabrijan, ki gre iz pripora, drugo so bile pa spet histeriziranje na profilih 8. marca in Nike Kovač, ki je pripravljala svoje sledilce na kataklizmo, ki se bliža. Nič ni zagotovljeno, ful nam slabo kaže, manjkajo glasovi za podporo na plenarni seji, prav mogoče, da nas bojo, da ne rečem kaj, ne? In takrat, ko sem gledal to stopnjo histerije, mi je bilo jasno, da je resnica ravno obratna, da je vse že prešteto, da je več kot 100%, da bo pač na plenarnem glasovanju ta stvar dobila neko načelno podporo, ne, preden še Evropska komisija pove svoje. In v bistvu se je gradil že minuli konec tedna oder za nove solze sreče in potem za poudarjanje, kakšna kolosalna zmaga to je. To je bil teater Nike Kovač in ker smo zdaj v obdobju, ko je rekla pred tedni, da iz aktivizma odhaja, ne, pa se vsi sprašujejo, kam je, moj predlog je naj odpre gledališče, ker to bo zagotovo cvetelo. Vsekakor, ne, zdaj, če sam strnem tudi jaz tole, da ne bom predolg, gre za pobudo, ki jo je Nika Kovač v bistvu začela pred evropskimi volitvami, po svoje nekoliko nepremišljeno, ker ni se zavedala, da pravzaprav splav ni tema, ki bi komorkoli nosila, a ne, se pravi, niti iz striktne prepovedi, niti ekstra pač najavljanje. To, da v center svojih naporov postaviš nekaj, kar je uzakonjeno v vseh 27 članicah Evropske unije, res da na Poljskem in v Malti z malo večjim vstopnim pragom oziroma oviro do realizacije, je kar nerodno, res. Ne? Ja, to je kot prvo, in kot drugo pa se mi zdi ta splav je nekaj tragičnega. Ne? Oni pa to promovirajo in v tej njihovi resoluciji ni niti oziroma z eno besedo sem šel pogledati. Enkrat je omenjena pravica do življenja in 54krat je omenjen splav. Ne, in ničesar nimajo, ker bi recimo postavili tistim, ki so omenjali pravico do življenja, so skoraj še tebe dobili zraven. Ampak hočem reči, če bi se že hotel vsaj iti neko resno politiko, oziroma dati ženska možnost izbire,
potem ženskam daj možnost izbire in poleg splava ponudi tudi pomoč, psihološko podporo, finančno podporo, da bo lahko tega otroka, če ga ne želijo morda nujno splaviti, tudi vzgajali. Tukaj, kjer pa je mojstrica, ne, in je to treba priznati in se je treba to, kdorkoli že preučuje politične kampanje, je to treba popisati in se učiti iz tega in spet se vračam seveda na teater, kako je bil uspešno ustvarjen kolektivni vtis večine ljudi, ki pač bolj bežno spremljajo te dogodke, ne, da se tam, ko se glasuje o My Voice, My Choice, v resnici glasuje o tem, kje bo legalen in kje bo splav ilegalen, kar seveda sploh ni res, ne. Edino, o čemer se je dejansko glasovali, je način financiranja in ravno v tem je poanta. S to kampanjo se ni nič drugega naredilo, kot se je obrnil nek denar raznih ameriških skladov, ki podpirajo Niko Kovač, ali pa če hočete, Nika Kovač podpira njih. Ne? In kar bom pa drugo rekel, da se dotakneva še glasovanja in europoslancev nasplošno in slovenskih europoslancev posebej. Ne? Ti sam si v prejšnji epizodi rekel, da je manjkalo pri zgodbi o Titu samo še, da bi kdo kaj o splavu na kip napisal, pa je potem luz za desnico. Mislim, da je malo tega spoznanja verjetno tudi v vrstah EPP pa celo domoljubov. Kje to sklepam po številu, niti ne teh, ki so podprli izrecno My Voice, My Choice v teh dveh skupinah, pač pa po velikem številu vzdržanih in to so ravno tisti, ki ocenijo politično, da zmage za njih na tej temi ni. No, tako sem jaz to videl. V veliki meri gre sicer za francoske patriote, torej stranko Marine Le Pen, nacionalni zbor, ki je tudi v francoskem parlamentu podprla splav, tako da bi težko tukaj podpirala, recimo, ali pa kontra, šla prav kontra. Zdaj, jaz mislim, da tukaj zdaj, eno je graditi na splavu, to mislim, da se ne splača, drugo je pa se postaviti proti, bom rekel, po tem goni, ki vsiljuje splav. Mislim, Evropa ima bistveno večji problem, pa ne bom niti rekel z demografijo, čeprav ga tudi ima, ne? Ampak bistveno večji problem je, da se evropske ženske dobesedno, če res ni bila ta nosečnost načrtovana in predvidena, dobesedno sili v splav in se jim praktično ne ponudi nobene druge opcije. Ne? V resnici, če bi komu bilo mar za evropske ženske, bi se bistveno bolj kot z dostopom do splava, ki je itak dostopen po celotni Evropski uniji, ne, z par redkimi izjemami, ne, bi se ukvarjal s tem, kako podpreti žensko, ki je zanosila, ki je v tej težki situaciji, ko morda ni pričakovala, ne, kako jo podpreti, da lahko tega otroka tudi donosi, da ga ji ni treba pač ubiti. In to se mi zdi zelo pomembno in tle pač biti na tem vlaku z Niko Kovač je pa tudi problem. Kar se je pa pokazalo, kar je zame do neke mere, ne čisto, ampak do neke mere presenetljiva ugotovitev, če primerjaš strukturo glasovanja v desnih skupinah v Evropskem parlamentu za strukturo glasovanja slovenskih europoslancev desne sredine, ne, se pokaže, pa tudi leve sredine, ne, se pokaže, kako je pri nas ta splav, čeprav se v kampanji do marca verjetno ne bomo o njem kaj veliko pogovarjali, ne, kako je pri nas ta splav še vedno nadpovprečno par excellence tema, ki deli ljudi, ne, bistveno bolj kot očitno drugi. Zdaj, pač na levi so zelo enotno za splav, tukaj pač je to neka zelo poenotena stvar levice, medtem ko na desni gre precej za nacionalno vprašanje, tudi pri mnogih desnih strankah, kako so neke stvari pač urejene in kakšne pozicije te države imajo. Predvsem je pa tudi v ogromno državah karkoli glede splava govoriti povsem demonizirano, povsem neopravičeno, ne, in je praktično politično uničujoče, če se nekdo postavi za življenje. Se pa točno to počasi tudi spreminja. Mislim, da mlajše generacije počasi spoznavajo in ravno to mi je zanimivo, ko recimo sem poročal iz Pohoda za življenje letošnje leto, ne, da udeležba, ne, demografska skupina udeležencev na tem pohodu je bistveno več kot starejših. Ne. To ni nek tipičen SDS-ovski protest, kjer je povprečna starost 65. Ne. Tukaj je ogromno mladih in še posebej ogromno mladih deklet, ne, ki si želijo živeti v družbi, ki bo cenila življenje in ki jih ne bo silila v splav. Ne? In to se mi zdi pa tudi nek message, ki se počasi po Evropi širi in ga bo treba tudi sprejeti. Ne? Zdaj, ko sva pri splavu, ni najbolj posrečena asociacija, pa vendarle neke vrste splavitev oziroma ukinitev, ne, se je zgodila na Planet TV, jutranji program, Jutro na Planetu je ukinjeno. Mislim, da z novim letom. Ne? Tako, po novem letu. Ekipa je namreč že imela pripravljene vnaprej vsebine za celoten praznični čas, ne, tako da tega seveda ne gre z danes na jutri ukinjati.
Kaj bi rekel ob tem? V predvolilnem kontekstu je prav, ne? Redno opozarjava na različne medijske premike, poglejmo še tega. Skratka, dajmo si postaviti konceptualno vprašanje, zakaj Pop TV, če si kdaj razmišljal kot najbolj gledana televizija pri nas, pa tudi daleč najbolj kapitalsko trdna, ne? Nikoli ni imela svojega jutranjega programa. Jaz sem pač bil v tej TV industriji in ti povem, zakaj. Monetizacija jutranjega termina je z vidika oglaševalcev in seveda posledično medijske hiše izrazito težavna. Pred ekrani ni tistih, ki jih zvečer običajno targetirajo TV oglaševalci. Imaš še problem na vstopnih podatkih, kako sploh oglaševalcem povedati, kakšna je zelo zgodaj ob 6-7 zjutraj tvoja gledanost, ker je sistem, ki pri nas meri gledanost, AGB Nielsen, zgrajen na vzorcu 500 gospodinstv, zjutraj je v tem vzorcu 10 gospodinstv, torej se ti lahko zgodi, da ti gledanost jutranjega programa zaradi ogromne statistične napake zaniha od 30% deleža v ponedeljek na 1% delež v torek. Ne? Skratka, je tukaj kapitalizacija tega TV termina zelo problematična, ne? In se živi v teh oddajah bolj ali manj od product placementa, se pravi, da ne vem, neko brendirano vodo daš na mizo ali nekaj podobnega. Zdaj RTV si pri 130 milijonih prispevka to lahko privošči, da to počne zaradi neke misije, ne? Za gledalce, ki si želijo takih mehkih vsebin. Komercialne televizije, linearne, sploh v času padajoče gledanosti in vzpona digitalnega sveta, ne? Izjemno težko lovijo ta stroškovni tempo in točno to se je tu zgodilo. Tu je dejansko na stroških utemeljena odločitev vodstva, ki pa, glej, kakorkoli pa obrneš, po 5 letih ukiniti nekaj, kar je postalo identiteta te manjše komercialne televizije, ne, ni dobra novica. Ne. Sporoča na nek način, da televiziji v celoti ne gre prav dobro, omenil bi pa samo še eno stvar. In sicer precej cinično ali nespretno, kakorkoli jo je kdo lahko razumel, izjavo odgovornega urednika potem kot odziv, ko so večji, mi smo celo prvi objavili, da se to ukinja na zanima.me, potem je nekaj večjih portalov, kot razumem, poslalo vprašanja, zakaj. In je pač odgovorni urednik rekel, da po 4 letih in pol približno želijo preusmeriti pozornost od teh vsebin jutra na informativni program ob 18, kar je meni zvenelo, ne, se pravi 3 mesece pred volitvami, nič več mehkih vsebin, samo še trda propaganda. Ta del mi pa resno ni všeč. Ne? Ja, pri čemer razumem sicer situacijo, ki televizijskemu programu pada, je bila pa to zamujena priložnost, verjetno, da bi iz neke simpatične vsebine, tudi sam sem bil enkrat gost, pa dokaj prijetna oddaja, no, nisem je sicer redno gledal, naredili lahko, bom rekel, nek prehod iz linearne televizije v, bom rekel, bolj sodoben tudi sfero z vsebina zahtevo, kratkih vsebin, recimo, če to malo narežeš, pa daš na YouTube, ne, tako so pa pač šli v krčenje, ne, kar pa ni najbolje, tako da ne, mi ne krčimo zaenkrat. Res je, smo v obdobju rasti. V obdobju rasti in tudi v obdobju oziroma v obliki, ki nekako je v vzponu, tako da eno pozitivno upanje pred prazniki, absolutno, ne, ki jih voščimo vsem gledalcem in gledalkam. Res je. Lepo, da ste z nami tudi ob tem koncu leta in tako, v soboto zjutraj vas čaka še special epizoda, vztrajali bomo s tem vse tik do novega leta, ne? Torej vas tudi 27. decembra čaka special epizoda, še prej pa naslednji petek, 26. decembra, pregled tistih krem de la krem, recimo 10 do 15 tem, ki smo jih izbrali kot najbolj udarne in ključne v letu 2025. Pridruži se nama odgovorni urednik portala zanima.me Rok Čakš, tako da ne zamudite, zelo zanimivo bo. Prazniki so pred vrati, zato imejte se lepo, bodite s tistimi, ki jih imate radi in naj vas trubači, harmonikari ali kiptita ne vznemirjajo preveč. Ja, želimo vam vesel in miren Božič, pa se gledamo spet prihodnji teden, za naročnike in podpornike pa že jutri. Lep pozdrav.